Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan, vesela sem, da lahko v svoji družbi pozdravim doktorico Jano Pahole, zdravnico, specialistko internistične onkologije z oddelka za limfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Doktorica Pahole, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, dober dan. Kot me je Slavka že predstavila, delam na Onkološkem inštitutu, trenutno še, na oddelku za zdravljenje limfomov. Imam pa tudi nekaj letne izkušnje z paliativno medicino, ker sem bila tudi zaposlena na oddelku za akutno paliativno obravnavo na Onkološkem inštitutu. Težko si je predstavljati, da je delo na takem oddelku, pa ne mislim na limfomih, ampak na recimo paliativni obravnavi, za zdravnika zelo zadovoljujoče, takole laično, ker je veliko stigme glede paliative, zato tako pravim. Pa vendarle sem prepričana, da nam boste vi pojasnili, da to še zdaleč ni res oziroma da je stigma neupravičena. Ja, kar se paliative tiče, je neka sirotica, ki caplja za ostalo in medicino in oskrbo. Je pa to v bistvu zelo bogato obdobje, ko lahko človeku, kljub temu, da se navidezno zdi, da ne moremo nič več narediti, nič več pomagati, je še vedno ogromno prostora predvsem za ohranjanje kvalitete življenja, predvsem za spodbujanje še zaključkov nekih stvari, ki jih imajo ljudje za postoriti sami pri sebi ali svojci v tem obdobju. Skratka, to je lahko obdobje, ki je lahko izjemno bogato, ker takrat ljudje nekako, kljub stiski, v kateri so mogoče, nekako naredijo en rezime svojega življenja in takrat dostikrat vidimo kakšne stvari, od katerih se lahko tudi mi veliko naučimo. Recimo povejo nam, kaj so zamudili, povejo nam, kaj bi si še želeli narediti. Povejo, skratka, takrat nekakšna žetev pride celega svojega življenja. Drugače je pa to zelo pomembno obdobje zaradi tega, ker se v to obravnavo zajamejo predvsem tudi svojci, ni več v ospredju zgolj in samo bolnik, ampak vzamemo v obravnavo širši krog. Bodisi so to njegovi prijatelji, sosedje ali pa pač njegovi najbližji. In takrat v tem obdobju je izjemno pomembno, da vsi vemo, o čem govorimo, da so vsi seznanjeni z stanjem bolezni, kako bolnik to sprejema. Skratka, da imajo vsi enak referenčni potencial in da je komunikacija med njimi pretočna. Da si lahko povejo svoje stiske, da si lahko zaupajo, kaj jih teži, da si lahko zaupajo, kaj si želijo. Skratka, da je komunikacija res odprta. Doktorica Pahole, vem, da se ne ukvarjate zadnja leta z to paliativo, temveč z aktivnim zdravljenjem, spremljanjem na oddelku za limfome, ampak vas moram še vprašati, pravite, ljudje delajo rezime, denimo ob zaključku svojega življenja. Ali res žanjemo, kar sejemo, ali je včasih takšna oznaka nepravična, neresnična? Pa se mi zdi, da bi lahko rekla ja, zato ker človek, ki deluje celo življenje z neko dobrohotnostjo, mogoče se mu prvi hip ne zdi, da je karkoli, da se mu obrača ali karkoli na ta način. Ampak v tem zadnjem obdobju se mi pa zdi, da kar pride nazaj, mislim, da vse, kar so posejali. To se recimo dostikrat vidi pri odnosih s svojci, tisti, ki so vlagali v neko kvalitetnost odnosa, bogatost odnosa, se vidi, kako lažje se spustijo, kako lažje se poslovijo, da so vsi pomirjeni, tudi ker so si očitno dali vse, kar so si imeli zadati. Greva na oddelek za limfome. Tam je veliko zelo uspešnih zgodb, ki se zaključujejo z bolniki, ki se vračajo zdravi, dobro zazdravljeni nazaj v življenje. Kako bi opisali svoje
aktualno, trenutno delo na oddelku za limfome na Onkološkem inštitutu? Ja, delo je zagotovo izjemno pisano, zato ker vsak človek, ki pride k nam, je svoja zgodba. Vsaka bolezen ima svoj potek, je pa zagotovo najboljša možna, najlepši možen zaključek, ko lahko po 5 letih kontrol, recimo, kadar ima bolnik visoko maligno limfomo ali Hodgkina, da se poslovimo. To je sicer malo stresno za bolnike, majčkeno tudi za nas, ampak vemo, da jih predajamo v dobre roke oziroma imajo vedno vrata odprta, če bi bile kakršnekoli dileme, kdaj kasneje v življenju, bodi si zdravstvene, včasih se vrnejo, recimo, vedno lepo videti, ko kakšna bolnica potem pripelje svojega dojenčka čez nekaj let pokazati in je tako bogate izkušnje so to. Zdaj, kar se tiče pa samega zdravljenja, vemo, da prihajajo nova zdravila, vemo, da prihajajo nove modalitete. To vse pomaga, ampak se mi zdi, da osnova, na kateri bi bilo pa fajn graditi celotno zdravljenje, je prvič odnos zdravnik-bolnik, ki naj bi bil odprt, pretočen, naj bi bilo vladalo tam zaupanje. In predvsem, da se posvetimo tudi še kateremu drugemu področju, ne zgolj in samo telesnemu, se pravi, da gledamo številke, preiskave, ki zagotovo so pomembne, ampak se tudi vprašamo, kako človek živi, kaj ga zadovoljuje, kaj ga napolnjuje, kje vidi svoj smisel življenja. Skratka, da ga zajamemo kot celostno bitje, ne samo kot telo. Radi rečete telesno, duhovno, duševno, ne vem v katerem vrstnem redu, ampak tako nas vedno znova podučite. Kako se pri tem delu počutite, pri svojem delu specialistke na takem oddelku, kot je oddelek za limfome in hkrati, kako je lahko odnos med zdravnikom in bolnikom pretočen, kar ste večkrat omenili, če vsi poznamo te časovne uzance, to obremenjenost zdravnikov danes? Ja, ta odnos in način dela je vedno izziv, ker vemo, da smo v tem zdravstvenem sistemu žal soočeni z takšnimi in drugačnimi, predvsem časovnimi omejitvami. Mislim pa, da je osnovna potreba vsakega človeškega bitja potreba po slišanosti, po komunikaciji, se pravi, da se lahko izrazi. In če tega časa in tega prostora ni, jaz sem prepričana, da je zdravljenje težje, tudi odnos mogoče včasih malo kdaj zaškripa. Drugače pa to izjemno izpolnjujoče delo, sploh takrat, kadar vidiš, da neka terapija, neko zdravljenje pomaga, ko vidiš, da lahko z pogovorom marsikero stisko razrešiš, sploh tukaj imam pred očmi starše, se pravi starše, ki imajo majhne ali malo večje otroke, kako povedati, kako skomunicirati, skratka, ogromno enih pogovorov, včasih tudi ponovimo kakšne stvari 3-krat, 4-krat, zato da se res usedajo. Skratka, komunikacija je tukaj res osnova. Tako da komunikacija je tukaj res osnova zdravljenja, skoraj da glavno zdravilo. Koliko ste pozorni na to komunikacijo in kako ocenjujete, koliko v povprečju recimo so zdravniki pozorni na komunikacijo v smislu, da imajo pred očmi vedno, da naj ta komunikacija doseže bolnika, torej ne bolnik razume, naj mu bo na dovolj enostaven, laičen način razloženo, da bo razumel svoje stanje, zdravljenje in tako naprej. Ja, komunikacijo mislim, da narekuje predvsem osebnost vsakega človeka. Zdaj, koliko se kakšen zdravnik postavi na piedestal in v bistvu govori v latovščini, ki preprostemu človeku ni razumljiva, odločitev vsakega posameznika. Jaz bi si vedno želim, da razložim bolnikom na njim razumljiv način, spodbujam jih, da si doma pišejo vprašanja, dileme, ki jih imajo, da jih potem ob naslednjem pregledu, ko ga imamo, to predebatiramo. Seveda težava je tudi v tem, ker zaradi kadrovske stiske smo večkrat pod stresom in ne moremo dati vsega, kar bi človeku lahko dali oziroma bi si zaslužil v tistem času. Tako da tukaj vidim en velik manjko, da zaradi res časovne in tudi
naše izgorelosti na nek način, to je zelo energetsko, kar utrujajoče delo, ker se zelo razdajaš. Bi si želela, no, seveda, da je tega časa in te energije za vsakega bolnika in tudi svojce dovolj. Ker ni pomembno samo, da se pogovarjaš z bolnikom. Jaz vedno recimo na prvem pregledu rada povabim, si želim, da so zraven svojci, da slišijo informacije, kot jih sliši bolnik. Potem, da pridejo na razlago izvidov, ko imamo vse opravljeno, da vprašajo in da potem skupaj naredimo načrt, kako in kaj bo zdaj ta obravnava potekala. Verjamem ali pa si predstavljam si, da je ta epidemija COVID-a 2-letna, ne, da je naredila še večje zastoje, še bolj obremenila sistem, tudi pri vas, a ne, kot na nekaterih drugih oddelkih. Kaj opažate? Kako je s tem danes? Vem, da ste imeli zapoznele diagnoze. A je kaj bolje ali še slabše, kaj kažejo vaši podatki oziroma izkušnje? Kljub temu, da uradna epidemija nekako je zaključena, se mi zdi, da ljudje še vedno težko pridejo do svojih osebnih zdravnikov, da se diagnostika včasih še vedno morda malo preveč vleče. En kanec bolje je, kot je bilo med epidemijo, ko so bolniki do nas prihajali z izjemno razširjeno boleznijo, kar seveda vodi pol v slabše rezultate zdravljenja. Tako da stagnacija stanja, bi rekla. No. Vem, da ste naklonjeni, a ne, psihosocialni podpori bolnikom z rakom. Kje smo na tem področju? Capljamo, zelo počasi capljamo. Naprej upam, da na boljš. Meni se zdi, da bi ob diagnozi maligne bolezni vsak bolnik in njegova ožja okolica, zdaj je to družina, prijatelji, to vsak bolnik zase ve, bili vključeni v podporo, kjer bi se lahko odkrito pogovarjali o svojih stiskah, ki jih bolezen prinaša. To prinaša seveda tudi nemalo socialnih stisk v smislu služba, potem finančne stiske in da se te stvari naglasijo. In mislim, da je psihološka podpora, kljub temu, da zdaj na Onkološkem inštitutu imamo psihoonkološko obravnavo, ki odlično deluje, ampak je premalo. Se pravi, vsak bolnik bi za moje pojme potreboval vključitev v tak tim oziroma družinsko dinamiko, da bi se malo tudi družina vključila zraven. Ne. Povedali ste, kaj vas pri delu osrečuje, ne, da pridejo mlajše, bivše bolnice, potem se pokazati, pa tudi z otroki, z naraščajem in tako. Zanima me, kako si pa zasebno polnite baterije. Rekli ste, da je to delo energetsko izčrpljujoče v osnovi, kar zagotovo je. Ja, prva stvar je skrb zase, da človek poskrbi za ta higienski minimum, da stopi v stik s sabo, zjutraj, zvečer, bodi si z meditacijo, sprehodi po naravi. Zdaj mene izjemno navdihujejo moji 3 otroci, ki so sicer že skoraj da odrasli. Hoja v hribe, biti v naravi, predvsem pa to nek mir in stik s sabo je pa osnova. Tudi jahat hodam, kolesaram, arabsko se učim. Arabsko? Ja. Odlično. Včasih še klarinet vzamem v roke, včasih malo se bas kitaro učim, skratka, vse te stvari. Zanimivo pa slišati precej eksotično od arabščine do klarineta. Arabščina mora biti težko učenje. Super, je izjemen izziv za možgane, zato ker sem levičarka, končno pišem v pravo smer. Nove črke, nova filozofija jezika, tako da super. Kaj konkretno vas pri arabščini navdušuje? Ste potovali recimo po arabskem svetu? Potovanje v Jordanijo, to je bil moj prvi stik tudi s puščavo, s tem res arabskim svetom. Me je čist, kako ne rečem, očaral. Tako 1001 noč in neka mistika je tam v zadnji. In se mi zdi, že kot otrok sem imela skozi eno željo iti v te arabske države in
jahat kamelo, kar se mi je tudi izpolnilo. Tako da me še čaka ful enih potovanj v ta svet. Tako da predvsem zato, da vidim, a sem se kaj naučila govoriti arabsko, ali je to samo moja ideja. Kaj več kot Habibi bila. Ja, tako je. Ja, Habibi je pa v vsaki pesmi, jaz ne poznam ene brez. Dobro. Onkologinja s toliko zanimivimi, eksotičnimi, da rečem, hobiji, pa mati 3 otrok. Zdaj, žensk se več menda ne sme potem spraševati, kako združujejo to dvoje, ker se moških tega ne sprašuje, kar je res. Pa vendarle, ne, ženske vemo, koliko delajo z otroki, tako da kako gre to skupaj s takole intenzivno in naporno službo. Mislim, jaz najprej naj povem, da sem samohranilka, da sem ločena. In da na srečo so otroci že toliko veliki in očitno so v času svojega življenja dobili tako opremo, da tudi sami znajo stopiti najprej v stik s sabo, da vidijo svoje potrebe in jih znajo na glas povedati. Potem pa, da se pravi, odprta komunikacija, podpora, pridejo boljši, pridejo slabši dnevi, eni so bolj veseli, drugi manj veseli, ampak vse gre skozi in če se podpiramo med sabo, ne, je to luštan. Mi se imamo zelo fajn, mi se ogromno smejimo, mi si včasih sami rečemo, pa res smo nori. Povejte nam, doktorica Pahole, vem, da ste polni načrtov za prihodnje mesece, da boste stopili še en korak drzno naprej proti svojim ciljem, kakšni so te in kaj nam lahko v tem hipu o njih poveste. To je ena pot, ki je tako, mislim, da je več neznank kot znank, no. Ja, s koncem leta zaključujem svojo kariero na Onkološkem inštitutu in se podajam v samostojne vode. Predvsem si svojim podjetjem, ki že sicer deluje, želim ponuditi ljudem, ki imajo ni nujno samo onkološke bolezni, ampak vse neko celostno podporo za to, da bi ugotovili, da v bistvu vsak je sam sebi prvi in najboljši zdravnik. In če tam začnejo stvari delovati, potem, če v duhu stvari delujejo, potem sledi temu tudi telo. In poleg tega sem letos naredila še diplomo za tečaj, se pravi, sem terapevtka medicinske hipnoze in se mi zdi to izjemno kreativno področje. Hipnoza se seveda lahko uporablja pri nešteto stanjih, od treme pred nastopanjem do pomoči pri prenehanju kajenja. Obvlada se lahko z njo tudi bolečina, anksiozno, skratka, depresivne motnje, izjemno široko terapevtsko uporabnost ima in me to področje zelo vleče in v bistvu je dost, kako ne rečem, brezstranskih učinkov, ne. Je pa seveda osnovna, kako bi rekla, predpogoj, da si človek, ki vstopa v ta proces, to sam želi. Ta proces ni nikoli dovolj učinkovit, če ga napotijo recimo na hipnozo svojci, sam pa ima bodi si zadržek, strah pred hipnozo, tam ne bo delovalo. Ne? Slutim nekako, da ste morda prava sogovornica, da vas vprašam kakšno reč o epigenetiki, a ne, če razmišljate o medicinski hipnozi, verjetno potem dostopate lahko ali pomagate posamezniku, da dostopa do različnih ravni svoje zavesti in tako, ampak človek ne bi bil še več kot to, ne bi bil povezan tudi s prejšnjimi generacijami. Kaj nam lahko poveste o tem? To je področje, ki ga pokriva tudi eno meni zelo zanimivo področje, in sicer področje karmične diagnostike. Ja, človek, ne, rečem, da ni samo telo, ni samo duh in neko energetsko bitje, ampak je predvsem energetsko bitje, no. Se pravi, ja, imamo izkušnje, mislim, zdaj tako, lahko se kdo strinja, ne strinja, ampak meni se zdi, da človek je kot bitje poslano na ta svet po izkušnje. Zdaj, kakšne rabi vsak zase ve, ali pa v bistvu niti ne ve, ker so to tako globoko skrite in zakopane zadeve, da
Pa s tem se v bistvu večina ljudi niti ne ukvarja, ker je to vedno neka že semi bav, ampak meni se pa zdi zelo zanimivo, ko človek razmišlja, ne, kako lahko klima v neki družini, ki je plod večjih generacij, vpliva tudi ne samo na človekovo psiho, ampak ja, ta psiha se potem izrazi tudi na nekih boleznih, nekih psihičnih stanjih, ki se reče, da se prenašajo iz roda v rod. Zdaj, vprašanje, a če pozdravimo duha, to razbijemo, to, ne vem, kaj ne rečem, to nit, ki se vleče z nekim stanjem, ki ni zaželeno. Ne vem, nimam odgovorov. Je pa to izjemno široko in zanimivo področje, ki mislim, da si zasluži tudi v prihodnosti, tudi kar se z teh bolj znanstvenih stvari tiče, malo več pozornosti. Če velja, kot ste dejali, da prihajamo na ta svet po izkušnje, vam želim, da si v tem svetu in v tem bivanju naberete poln kovček pozitivnih izkušenj in hvala lepa za vse, kar počnete. Ja, hvala za pogovor, pa vse dobro. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!